Spet je torek in spet smo v Kibli, spet se dogaja startup, tokrat nekoliko drugače. Danes je startup Groove, to pomeni, da na vsake 3 minute se predstavi ena skupina, ki pove idejo, potem pa se nekako pokomentira. Tako da bomo kar šli noter, kar pogledali, kaj se dogaja, vzeli broško mogoče, nekaj sem prebral, da so broške, tako da kar gremo not pogledati. Tudi povezovanju pa networkanju. In ker posprašujemo v bistvu vas v skupnosti, kaj nam mogoče manjka, kaj si želimo, je ravno tega povezovanja. Ja, pa jaz pa rabim dizajnerja, ja, jaz pa rabim programerja, ja, jaz pa rabim... Zakaj deliš te broške? Da se lahko udeleženci po tem glavnem delu na mreženju prej spoznajo, kdo je kdo, pa da prej potem lahko navežejo stik, da se ne iščejo po prostoru. Kaj pa piše na teh broškah? Programer, bizniser, mentor, dizajner in pa podpiram Startup Maribor. Si imela že kakšno podjetniško idejo? Ne, še čakam, da se mi utrne. Mogoče pa ravno danes. Hvala. Čas je denar, time is money, tako da predočujem nekaj. Se pravi, je prvi problem, osebnostni stvari pri sebi. Si kolesari, ljubitelj unikatov, urbani kolesari, tudi gorski kolesari, recimo. Se pravi, konkurenca so še ta projekt nekako uspel, to je ta Axalco firma, ki dejansko nekaj razvijajo na tem. No, to je pa tudi vse. Najlepša hvala. Danes smo v startupu, povej, kaj je bila tvoja, vaša ideja, ki ste danes tukaj predstavili? Naša ideja je bila vzpostaviti novo carpooling platformo. Carpooling oziroma deljenje prevozov je praksa, ki je že poznana zelo dolgo časa, v Sloveniji tudi, že cirka 7 let, ampak pod drugačnim imenom, prevoz.org. Mi smo pa se odločili, da bomo pač dvignili to carpooling platformo na malo višji nivo z neko novo uporabniško izkušnjo, prilagojeno bistveno bolj vsakodnevnemu uporabniku. Pa je to vse skupaj ena spletna stran, ki mora biti narejena in vse štimati, ali kaj še tu zraven vsega? V bistvu potrebuješ zelo veliko ljudi, da zelo dobro premislijo, kaj točno si ljudje želijo. Po nekem izpraševanju rednih uporabnikov pridemo do nekih idej in potem poskušamo vse to pokombinirati v neko najbolj optimalno celoto. V začetku bo to spletni servis, torej spletna stran, kamor se človek prijavi, izpolni svoje podatke in potem poišče prevoze, ki so pač za njega najbolj relevantni v tistem trenutku. Kasneje pa tudi mogoče v planu kakšna mobilna aplikacija za ljudi, ki niso ves čas pri računalniku, ampak dostopajo do strani preko mobilnih naprav. Zakaj pa je, oziroma kak je ta dogodek, torej Startup Groove danes, kak je pomemben za vas danes? Zelo pomemben. V bistvu so takšni in drugačni dogodki tisto, kar žene vso to startup skupnost naprej, preko takšnih pitch eventov, preko raznih predavanj, delavnic, se vsak nauči nekaj novega, rojevajo se nove ideje, spoznavajo se ljudje med sabo in lahko rečem, da je to res eden izmed takšnih bolj ključnih dogodkov, da se vsi malo pokažemo, da vidimo, kaj kdo počne, da se pač malo pokonektamo in da nastane kaj novega. Zdaj, srečujem se vsi za eno situacijo. In sicer je ta situacija, da je recimo ura 3 popoldne, vi morate biti v 5 uri v Ljubljani. In pač zdaj razmišljate, kako bom jaz zdaj v roku 2 ur prišel iz Maribora do Ljubljana? Imam